Tokrat v občinskem informatorju. Svetniki obstruirali sejo v Rušah, menijo, da se seja ne bi smela odviti. V občini Majšperk slavnostno odprli novo zobozdravstveno ambulanto. Richard James Overy s predstavitvijo njegove najnovejše knjige Why War. V Ptujski kleti predstavili uradno vino 65. kurentovanja Mystic 2024. V Lenartu proslava ob kulturnem prazniku. V Svetem Andražu za sodelovanje mnogih društev. Uradno se je začelo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju za invalide. Srečanje harmonikarjev na Svetem Duhu na Ostrem vrhu. Lepo pozdravljeni. V Rušah so se 3 svetniške skupine odločile za obstrukcijo seje. Po odstopu enega izmed članov občinskega sveta je županja dejala, da so sklepčni in izpeljala sejo. Svetniki, ki so obstruirali, menijo, da seja ni bila izvedena v skladu s statutom. Veste, en svetnik odstopil, sedaj občinski svet šteje 27 članov, zaradi tega je za 9 svetniki tudi zagotovljena sklepčnost na tej seji, da občinski svet lahko tudi normalno dela. Tako se je začela 16. redna seja občinskega sveta občine Ruše. Za obstrukcijo seje so se odločili v svetniški skupini Gibanje Svoboda, zanj Združena akcija in 2x2 neodvisna lista. Pojasnili so nam svoje razloge. Odstopil naš svetnik svetniške skupine za, s čimer je bila seznanjena tako županja. Ona je seznanila vse svetnike v tem tednu, torej v torek 4. februarja. Kolikor smo mi preverjali v torek, volilne komisije še ni obvestila v tistem trenutku. In pa seveda KMVI o tem ni mogel niti razpravljati na svoji seji. Dodala je, da se to kolesje prepočasi melje naprej. Menijo, da so pri proračunu bili premalo slišani, ne le svetniki, temveč vsi občani. Tega smo tudi danes poslali dopis županji, v katerem smo ji to vse skupaj obrazložili. Predlagali smo takojšnjo izpeljavo vseh potrebnih postopkov za imenovanje nadomestnega svetnika iz strani, torej za svetniško skupino in pa uskladitev, da se na naslednji seji v najmožnem krajšem času to vse skupaj potem tudi obravnava. Z njo se strinja tudi Darko Knez. Zato, ker so bili vsi najini predlogi, najine svetniške skupine arogantno zavrnjeni. Hkrati smo tudi vložili amandma k proračunu, ki govori, da se povišajo sredstva za ureditev ceste na Smolnik-Šumik za 100 000 evrov. Praktično nismo doživela nobenega odziva se strani ne županje, ne občinske uprave. Poudaril je, da seja ne bi smela biti izpeljana in je to županja izpeljala nezakonito. Se je v statutu jasno zapisano, da je 18 članov občinskega sveta in ne 17. Občinski svet občine Ruše šteje 18 članov, za sklepčnost samega občinskega sveta je potrebnih 9 plus 1. Kar je danes izpeljala, je popolnoma nezakonito. In na podlagi te nezakonitosti bomo seveda mi tudi ukrepali. Sej očitno županja, ki je kot varuh neke zakonitosti in ustavnosti v občini, tega ne razume oziroma noče razumeti in se raje gre politične igre. Želijo si zakonito stanje in demokratičnost. Županja pa je bila odločna, da je bila seja izvedena v skladu s poslovnikom. Mi smo si seveda pridobili tudi mnenje, ki pravi nekaj drugače, torej pravi to in je seveda tudi to v skladu z samim poslovnikom našim. Namreč na seji mora biti prisotna večina članov občinskega sveta. V tem trenutku imamo 17 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bila večina danes tukaj prisotna in to je 9 svetnikov. To pa seveda potrjuje tudi pravno mnenje, ki smo si ga predhodno pridobili. Obrnili smo se na Ministrstvo za javno upravo. Čakamo njihov odgovor. Na seji je sicer med drugim potekalo drugo branje proračuna, ki je bilo potrjeno. In kaj so največje spremembe? V času smo zaznali razpis Ministrstva za kohezijo za revitalizacijo zapuščenih stavb. Na ta razpis smo se prijavili, tako da smo tukaj na prihodkovni in odhodkovni strani umestili dodatni 1 milijon evrov sredstev. Prijavljamo se pa tudi na razpis Fundacije za šport, tako da tudi tukaj je razlika nekje 30 000, ostalo so pa, bom rekla, manjši popravki, ki so se ugotovili oziroma se zgodili v času med prvim in pa drugim branjem sprejemanja proračuna. Več o sami seji pa najdete na lokalec.si.
V občini Majšperk so slavnostno odprli novo zobozdravstveno ambulanto Zdravstvenega doma Ptuj. Ta bo občanom omogočila lažji dostop do zobozdravstvenih storitev, na podrobnosti pa v prispevku. V občini Majšperk so slavnostno odprli novo zobozdravstveno ambulanto Zdravstvenega doma Ptuj. Ta bo občanom omogočila lažji dostop do kakovostnih zobozdravstvenih storitev. Ja, tako kot vedno, ko dobivamo kadre, najprej naredimo razpis, če se kdo javi, seveda ga vzamemo, in tako je tudi bilo z tem zobozdravnikom, s tem, da je naš zobozdravnik že delal prej v naši hiši, vendar nadomešča porodno, tako da v bistvu ni imel rednega delovišča in se nam je odprlo novo delovišče in tako smo seveda dobili novega zobozdravnika za to področje, se pravi Majšperka. Odprtje nove zobozdravstvene ambulante je velika pridobitev za vsak kraj, saj prinaša številne prednosti tako za prebivalstvo kot tudi za lokalno skupnost. Pričakovanja v bistvu so enaka kot na Hajdini, da so predvsem pacienti zadovoljni, da smo mi strokovni in kakovostni pri svojem delu. To je to. V Majšperku so načrti smeli, nam zaupa župan. Nas pa je, oziroma prizadevamo si, da uredimo dobre pogoje za to. Konkretno, kaj imam v mislih, že v lanskem letu smo pravzaprav izvedli postopek v smeri projektiranja novega zdravstvenega doma v Majšperku, tako imenovan center zdravja, s katerim bomo predvidoma tam v letih 26-27 gradili ali pa še prej moram reči rušili en objekt in potem pričeli z gradnjo. Projekti so pravzaprav nared, v lanskem letu smo jih zrealizirali, tako da jih imamo nekako pripravljene. Kaj konkretno pa to zajema? Novi prostori tako za oba zobozdravnika kot za obe ambulanti splošne medicine, družinski zdravniki, zraven tudi novi prostori za lekarno, tudi modernejši, večji in sodobni, in pa dodatno še nekaj prostorov, ki bodo nekako dobili svojo namembnost. Verjamem, da kar hitro, ko bomo začeli zadeve malce bolj komunicirati, seveda v smeri nekih storitev, bodi si fizioterapija in druge storitve, ki so danes nekako vedno bolj iskane. S tem Zdravstveni dom Ptuj sledi svojim ključnim ciljem. Boljša dostopnost zobozdravstvenih storitev, krajši čakalni roki, višja kakovost storitev. Nov majšperški zobozdravnik je bil že prej zaposlen v ptujskem zdravstvenem domu. Pri nas je že, mislim, da več kot pol leta in izkušnje so dobre. Do mene ni prišlo nič slabega, tako da jaz upam, da bodo tudi prebivalci seveda tega področja zdaj zadovoljni z njegovo storitvijo. Bomo se pravi delal tukaj in še pomagal naprej v tudi drugih ambulantah, tako kot tudi naši zobozdravniki, če kateri zmanjka, pač gre pomagati. Na Bregu se dobro počuti, nam pove. Ja, že od ponedeljka smo tu z sestro Polono. Prvi vtisi so res fajn, župan nas je res lepo sprejel. Kaj pa pacienti? Pacienti tudi, prijazni pa se veselijo. Kakšno pa je sicer stanje z zobozdravniki v zdravstvenem domu Ptuj? Mi imamo vsega skupaj, mislim, da 12 programov, otroškega in odraslega. In dejansko imamo zdaj trenutno zapolnjene vse. Vendar se je treba zavedati, imamo mlad kader, ki seveda odhaja na porodne in jih je treba skozi nadomeščati. Tako da zdaj zaposlimo v tem obdobju kratkem kar 3 zobozdravnice. Nekaj se jih bo pa letos tudi vrnilo iz porodnega. Ampak to je sistem, ki je pravzaprav v vseh javnih zavodih, ker je precej prihodov in tudi odhodov. Nova ambulanta bo pripomogla k razbremenitvi obstoječih kapacitet in bo zagotovila hitrejšo ter bolj učinkovito oskrbo pacientov. Lokalna skupnost je pridobila sodobno opremljen prostor, ki bo služil izboljšanju ustnega zdravja. Britanski zgodovinar Richard James Overy je na povabilo Univerze Alma Mater Europaea predstavil svojo najnovejšo knjigo Why War? Kar je povedal, pa si oglejte v prispevku. Na pobudo Univerze Alma Mater Europaea je naše konce obiskal britanski zgodovinar Richard James Overy. Predstavil je svojo najnovejšo knjigo. Čast, da imamo tako imenitnega gosta. Nedvomno danes v svetu tudi enega najodmevnejših zgodovinarjev sodobne in polpretekle zgodovine. Znana je tudi njegova knjiga. Pogovarjamo se o prevodu njegovih del, tudi v slovenščino. Želimo si tudi in dogovarjamo o
dolgoročnem sodelovanju. Zakaj so ljudje edina vrsta, ki ubija svoje lastne v velikem številu? Richard James Overy je v svoji knjigi raziskoval več faktorjev, ki pripeljejo do tega. Selected 4 particular factors which seem to me to be the most important. The first was the war for resources, the second was war for belief, the third was war for power, and the fourth was war for security. And in my book I explore all 4 of those. Sometimes, of course, a war can involve belief, power and security. It can bind things together. Lani je britanski zgodovinar s svojim prispevkom sodeloval na konferenci Alma Mater za človeka gre. Zdaj so naredili še korak naprej. Da je to sodelovanje nadgradil tudi z obiskom, se pravi včerajšnjim obiskom fakultete za humanistiko, ki jo imamo trenutno v Ljubljani, kjer je predaval o svoji knjigi z naslovom Why War oziroma Zakaj vojna, je pa prav tako preslikal oziroma se pravi preteklost in impliciral na sedanjost ter prav tako tudi na prihodnost. Gre za zelo aktualno predavanje osebe, ki je zaznamovala sodobno zgodovinopisje, ne gre samo za eminenco britanskega zgodovinopisja, ampak gre za eminenco svetovnega zgodovinopisja. Gre za profesorja, raziskovalca, avtorja, ugledno osebnost v akademskem svetu. Razlogi za vojne segajo od potrebe po virih in moči do iskanja varnosti, kar se kaže tudi v sodobnih konfliktih. The third, war for power, is more difficult. I mean, clearly all wars is an element of power seeking, but I've argued that the important thing is the hubristic leader, the person who decides that making war is the key to his personal power. It's always his, I have to say, not her. His personal power. Alexander the Great, Napoleon, Hitler. These are unique historical figures, but they were driven by a desire for power, and they saw war as the way to enhance that power. V 21. stoletju pa ostaja vojna globalna grožnja, pri čemer se pojavljajo novi izzivi, kot so vojna za vire, kibernetski konflikti in celo boj v vesolju. Kljub tehnološkemu napredku pa največjo nevarnost še vedno predstavlja možnost jedrske vojne, saj človeštvo v evolucijskem smislu ni bistveno drugačno kot nekoč. Mistik letnika 2024 pa prinaša novo zgodbo, ki prepleta mističnost vinske kapljice s 100-letnim izročilom kurentov, ohranjanjem dediščine in sodobnim vinskim ustvarjanjem. Na Ptuju je bila predstavitev že 9. polnitve kurentovega vina Mistik. Gre za letnik 2024, za katerega so izbrali sorto Beli pinot. Vino Mistik 2024 prihaja iz neposredne bližine mesta Ptuj, iz mestnega vrha. Letos bo iz sorte Beli pinot, lahko pričakujemo eno res lepo, nežno vino, nežna aromatika, zelo elegantno telo, lahko, suho vino, za moje pojme eno izmed najlepših vin, kar smo jih do zdaj naredili. Mistik letnika 2024 tako prinaša novo zgodbo, ki prepleta mističnost vinske kapljice s 100-letnim izročilom kurentov, ohranjanjem dediščine in seveda s sodobnim vinskim ustvarjanjem. Zdaj, začetka, ko smo začeli s to zgodbo, je bil kot en začetni projekt, poln veselja, poln navdušenja. Nekako smo sicer si želeli, da to traja, ampak načeloma smo zadnjo trgatvijo 24 prišli do 9. letnika. Pravi, leto 25 bo že 10. leto, odkar polnimo vino Mistik. Prav, sama ideja vina Mistik je bila, da je to vino, ki je kot uradno protokolarno vino za časa Fašenka, vedno vino trgajo oziroma grozdje za to vino trgajo člani Zveze kurentov. Vino Mistik je tako rezultat edinstvenega sodelovanja, in sicer med Ptujsko kletjo in Zvezo društev kurentov, ki simbolično združuje dve nepogrešljivi dediščini slovenskega najstarejšega mesta, vino in kurenta. Potem vsako leto nastane nekaj novega. Ideja je bila tudi, da mi skozi to predstavimo naše vinogradnike, tudi regijo, tako da se vsako leto pojavlja druga sorta, drug vinogradnik, druga lokacija, tako da je vedno nekaj novega in tudi na koncu ljudje ne vejo oziroma vsi občani ne vejo, kaj jih bo čakalo 2. februarja oziroma 3. februarja, ko se običajno Mistik predstavlja. Katerim pustnim jedem pa pritiče letošnji Mistik? Aperitivu,
celotni spremljavi obroka. Zdaj zaradi same specifike, ker običajno pust povezujemo s hrofi, s flancati, bi pa to mogoče malo težje skombinirali. Seveda bi pa so tudi zraven kisle juhe. Vinski hram Ptujske kleti je ob tem dogodku na enem mestu zbral kurente in korante, županjo mestne občine Ptuj Nuško Gajšek, direktorja javnega zavoda Ptuj Matica Bera, ptujsko vinsko kraljico Klaro Sušnik, vodstvo Ptujske vinske kleti, Aleša Ivančiča, predsednika Zveze društev kurentov, princa karnevala in druge. V Lenartu so pripravili v Hramu kulture osrednjo proslavo ob kulturnem prazniku. Ob tem so ponosno izpostavili pomen praznika in kulturo kot tisti del življenja, ki krepi narodovo zavest in identiteto. Ob osrednji proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika v Lenartu je župan poudaril, da je kultura večplasten pojem. Tako kot imajo starejši ali srednja generacija, tako imajo tudi mladi v tem kontekstu svojo nalogo, ne? In jaz moram res reči, da sem zelo vesel, da lahko nocoj gostimo tukaj nagrajenko Prešernovega sklada, Natašo Kramberger. Krambergerjeva je bila namreč slavnostna govornica na proslavi. Izpostavila je, kaj počne umetnost oziroma umetnica. Zame Prešernov dan pomeni praznovanje vsega, kar je umetnost in kar je kultura, kar predvsem pomeni, kako mi živimo drug z drugim vsak dan, kako se poslušamo oziroma ne poslušamo in kako nam v bistvu poezija, umetnost in kultura pomagajo pri tem, da bi to počeli bolje. Samo potem bi morali za začetek poslušati predvsem kulturo in umetnost. Sama je ponosna, da se v Sloveniji praznuje kulturni praznik in da se v to vključuje tudi otroke in mladino, tako kot na proslavi v Lenartu. Vem, da vse, kar počnem danes in vse, kar danes znam in kar veljam, je zato, ker sem kot otrok bila deležna zelo vrhunske ljubiteljske kulture. Kulture, ki jo videvamo ravno na takšnih proslavah in ker sem že kot otrok, kot mala deklica dobila priložnost, da nastopam in da se izrazim in da to svojo ustvarjalnost razvijam tudi za druge in z drugimi. Župan pa je še poudaril, da je tudi kultura naredila slovenski narod. Predvsem kulturniki v najširšem pomenu besede, od likovnih, glasbenih, pisatelji, pesniki, so vsak na svoj način videli lepoto te dežele in naroda in to je tista zadeva, ki jo moramo spoštovati in mi smo eden izmed redkih narodov, ki slavimo kulturni praznik. Ob praznovanju pa je bil tudi čas, da se obiskovalci spomnijo na Franceta Prešerna. Tisti, ko ne pozna Prešerna, ne more biti Slovenec. Kako pa se vam zdi, da ohranjamo tradicijo in da praznujemo državni praznik? Jaz mislim, da smo ena od redkih držav na svetu, ki imamo kulturni praznik. Moramo vedeti, da je kultura bila naša identiteta, dokler nismo imeli svoje države. Mislim, da je s tem vse povedano. Tradicijo napisamo. To je imamo stvarno. Mogoče veš, kakšna dela od njega? Pesem Živela si narode. Za mene, pa verjetno tudi za vse Slovence, je največji pesnik. Na sami proslavi pa so nastopili mnogi, ki bodo zagotovo soustvarjali kulturo tudi v naslednjih letih in tako krepili narodovo zavest. V občini Sveti Andraž pa so povišali sredstva za delovanje vaških odborov in društev. Delovanje društev cenijo in jim namenjajo tudi sodelovanje v projektih. Načrtujejo pa tudi nove projekte, ki bodo izboljšali družabno in drugo življenje v tej občini. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah se pripravljajo na nove projekte. Lokalna akcijska skupina CLLD skladi, to so te mehke vsebine, turistični projekti, športni projekti, tako da tukaj predvidevamo, da bomo v tej perspektivi 3 projekte prijavili. Eden bo zagotovo vezan na šport, ostale pa na nadgradnje že naših obstoječih turističnih produktov, ki smo jih že v prejšnjih letih naredili. Tako so pred leti že obnovili Hrgovo domačijo, kjer imajo muzej in prireditve, uredili so razglede z Ostragove, knjižnico in etnoteko oziroma etnoteko, ki je v kleti občinske zgradbe namenjena prireditvam in društvom. Tako da ne bomo zdaj nekaj novega, ker mislim, da so te produkti dokaj dobri in bi jih radi še malo bolj nadgradili.
Seveda bomo vključevali kot vedno tudi društva v te projekte, oni vedno radi sodelujejo. Letos so povišali tudi sredstva za delovanje društev in vaških odborov. Glede na vso rast življenjskih stroškov skozi leta smo se tudi odločili, pa glede na to, da dobro delajo, mislim, da bo to pripomoglo k temu, da bomo imeli še več dogodkov, prireditev kvalitetnih. V društvih delajo prostovoljci tako za dobrobit kraja, prebivalcev in izboljšujejo kakovost življenja. Zdaj so se že začeli občni zbori, tako da tam vsako leto, ko poslušamo potem, koliko so naredili, mogoče skozi leto niti tega toliko ne opaziš, ampak res, ko tista poročila poslušaš, vidiš, da ogromno naredijo, ne? To v bistvu, kaj dobijo od občine, je, pač so neka sredstva, ni pa to zagotovo, ne bi zmogli tega, če ne bi vlagali svoje prostovoljnega truda, dela. Tudi v končni fazi veliko je vloži tudi svoje sredstva v to, da pač društvo deluje. In ja, mi smo pač to vedno podpirali in še bomo naprej. Veliko let so društva vključena tudi v razne projekte. Tako so jih vključili tudi Hrgovi domačiji, etnoteki in drugod. Vse te projekte, da naredimo neki produkt, da potem društva lahko v končni fazi tudi nekaj zaslužijo. Tako recimo učilnica šolstva skozi čas, ki je bila narejena skozi Interreg projekt, služi tudi k temu, da seveda lahko se tam sedaj že pobira neka vstopnina in to seveda smo dali v upravljanje in prevzem društvu in tudi z tega dobijo nekaj sredstev, s katerimi lahko potem delujejo. Nenazadnje pa društva in vaški odbori ter posamezniki sodelujejo tudi pri praznični okrasitvi občine oziroma naselij, kar županja ocenjuje kot velik potencial. V torek zvečer je na Snežnem stadionu na Mariborskem Pohorju potekala uradna otvoritev svetovnega prvenstva v alpskem smučanju za invalide, ki bo trajalo vse do 11. februarja. No, podrobnosti pa v prispevku. Večerna otvoritvena slovesnost se je pričela s himnama FIS in Slovenije ter mimohodom udeležencev. Zatem so zbrane pozdravili župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, predsednik organizacijskega odbora tekmovanja Ranko Šmigoc in generalni sekretar FIS Mišel Vijon, ki je uradno odprl svetovno prvenstvo v Mariboru. Gre za izjemno pomembno in organizacijsko veliko tekmovanje. Uspelo nam je v Mariboru pridobiti eno zelo pomembno in veliko tekmovanje, svetovno prvenstvo in mislim, da je tu šlo za eno dobro kombinacijo organizatorja, to je družba Marprom, z smučarji ali pa bi rekel z organizatorji iz nekoč zelo dobrega organizacijskega komiteja Zlate lisice. Prišlo je do enega zelo dobrega in uspešnega dela in normalno, rezultat tega dela je odlično pripravljena proga. Z odprtjem se je uradno začelo športno dogajanje, ki združuje najboljše alpske smučarje invalide z vsega sveta. Tekmovalke in tekmovalci prihajajo iz kar 33 držav. Mariborsko Pohorje je u okvirima svetskog skijanja veoma poznato i u principu ovo je jedna premijera, ja se nadam predpremijera za buduća takmičenja koja će biti ovdje organizovana za para skupinu, znači za para alpsko skijanje, a verujem da možda u nekoj bliskoj i daljoj budućnosti možemo da razgovaramo i o drugim parasportovima. Prvenstvo bo v naslednjih dneh postreglo zanimivim tekmovalnim programom, veleslalomom in slalomom ter nepozabnimi trenutki na belih strminah Mariborskega Pohorja, kjer nastopajo največja imena tega športa. Pred nami je do 11.2. celoten program tehničnih disciplin, veliko tekmovalnih užitkov in novih svetovnih prvakov in prvakinj v invalidskem smučanju v okviru FIS. Vsa tekmovanja ste seveda vljudno vabljeni. Sogovorniki so nam pohvalili organizacijo. Marprom je pripravil odlične pogoje za tekmovalce, uspeli so se spopasti z izzivi, ki jih prinaša organizacija tovrstnih dogodkov. Organizacija je na fenomenalnom nivou, ja ne mogu ništa da kažem, nemamo ni jednu zamerku, svi su lepo dočekani, svi se dobro osjećaju. Mi smo imali sastanke sa takmičarima, sastanke sa trenerima, svakodnevno imamo sastanke sa vođama ekipa i za sada nismo dobili ni jednu zamerku po pitanju gostoprimstva, po pitanju organizacije samog takmičenja. Vse oči bodo zdaj odprte od tekmovalce, ki bodo v naslednjih dneh na Pohorju tekmovali v različnih disciplinah alpskega smučanja. Od Maribora i Pohorja su moja očekivanja uvijek velika. Nažalost, vrijeme nije bilo na našoj strani, ali to što su ekipa iz Marproma napravili za nas jedne velike pohvale i stvarno svaka im čast
na gornjem dijelu gdje ćemo držati takmičenje. Staza je odlična, snijeg je odličan. Tudi Klemen Kosi, ki smo ga letos lahko videli nastopati na slalomu svetovnega pokala, je navdušen, da so se tekme najvišjega ranga vrnile na Pohorje. Vsako tekmovanje visokega ranga na Mariborskem Pohorju je točno tam, ko spada. Se pravi, Mariborsko Pohorje se s tem v bistvu samo potrjuje, da je to en čudež, v bistvu biser Evrope. Tako da, kaj vam naj rečem, to je imenitna priložnost za vsako tekmovanje. Zdaj, če bi imeli še več snega, bi bilo še toliko boljše, samo proti naravi je težko. Mariborsko prvenstvo je tako odlična priložnost za ogled vrhunskega alpskega smučanja invalidov in spremljanje športnikov, ki svojo izjemno predanostjo in talentom navdihujejo v svet. Pomembno je predvsem zaradi tekmovalcev, pravzaprav so vsi, ki uspejo kljub oviram, ki jih imajo tekmovati na najvišjem nivoju, oni so zmagovalci, zaradi njih to v resnici počnemo. Izkoristili smo priložnost, ki smo imeli tudi na podlagi znanja organizacije Zlate lisice. Gre zahvala seveda vsem tistim generacijam, ki so Zlato lisico znali speljati tudi v težkih pogojih. Spregovorimo z Jasperjem Pedersenom z Norveške, ki je večkratni olimpijski prvak. Veseli se že tekmovanja na Pohorju. Maribor is amazing. I'm looking so much forward to ski here and it's been great to see the races on TV some years ago and I hope to do some of the same. Of course, it's the highlight of the season for me, that and the World Cup overall. So I hope to come home from Maribor with a few medals. Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju za invalide se je na Mariborskem Pohorju začelo v velikem slogu. Otvoritvena slovesnost je povezala športnike, organizatorje in gledalce, ki bodo v prihodnjih dneh spremljali vrhunske nastope smučarjev iz 33 držav. Na Svetem Duhu na Ostrem vrhu pa se je na tradicionalnem srečanju muzikantov zbrano več kot 50 harmonikarjev. Kako je bilo in čemu pripravljajo že ta tradicionalni dogodek, pa si poglejmo v prispevku. Na Svetem Duhu na Ostrem vrhu ob meji z Avstrijo se je odvilo tradicionalno srečanje muzikantov, ki je privabilo več kot 50 harmonikarjev vseh generacij. Med njimi so bili tako najmlajši, komaj 8-letni navdušenci nad narodno zabavno glasbo, kot tudi izkušeni muzikanti, med katerimi je bil najstarejši 80-letnik. Presenetljivo veliko je bilo mladih harmonikarjev, ti so predstavljali več kot polovico vseh udeležencev. Skozi dan so se z odra in med obiskovalci razlegale pristne melodije, ki so povezovale generacije in ohranjale bogato glasbeno tradicijo. Ob zvokih harmonik je vladalo veselo vzdušje, udeleženci pa so dokazali, da je narodno-zabavna glasba še vedno močno prisotna v srcih ljudi. Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V Hramu kulture v Selnici ob Dravi bo 9.2. ob 17. uri 5. dobrodelni koncert Na pomoč. No, sveže novice pa najdete tudi na lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep, prijeten večer še naprej in kar se da lep konec tedna. Nasvidenje.